Dobrodošli. Mislim, da je ura točno 10, tako da bomo kar točno začeli. Zelo nas veseli, da ste se danes odzvali našemu vabilu na novinarsko konferenco, kaj se je v enem letu zgodilo s sežigom in sosežigom v Sloveniji. Od lanskega leta pri Zdravniški zbornici deluje delovna skupina za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaževanja okolja za zdravje. In danes je ta delovna skupina in še nekateri drugi člani tukaj pred vami, da pove, kaj se je v enem letu zgodilo in kaj se ni zgodilo, pa bi se morda moralo oziroma bi bilo nujno, da se zgodi. Z nami so izredna profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak, doktorica medicine, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela in športa. Z nami je izredni profesor dr. Miran Brvar, tudi doktor medicine, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo iz UKC Ljubljana. Dober dan. Z nami je tudi magistra Marina Praprotnik, pediatrinja iz Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Dober dan. Po Zoomu je danes z nami doktorica Nevenka Mlinar, zdravnica iz ambulante v Desklah. Z nami je tudi docentka doktorica Andreja Kukec, ona je diplomirana sanitetna inženirka iz katedre za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Dober dan. Z nami je tudi Ana Mlinarič, doktorica medicine. Se opravičujem, Ana Mavrič, se opravičujem. In z nami je profesor dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper. Z nami bi bila tudi profesorica doktorica Bojana Bejevič, ampak je na žalost ob glas, tako da se opravičujem v njenem imenu. Lepo prosim, če profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak v tej točki prevzamete novinarsko konferenco. Hvala lepa, gospe in gospodje, dober dan. Najprej vam povem, da je delovna skupina za spremljanje, opozarjanje in ozaveščanje o nevarnostih onesnaženja okolja za zdravje pri Zdravniški zbornici Slovenije nastala na prošnjo zdravnikov, ker smo preprosto čutili dolžnost moralno in etično, da opozarjamo oziroma nagovarjamo tako laično kot strokovno in predvsem odločevalsko populacijo o tem, da nam okolje in polutanti lahko povzročajo spremembe na zdravju. V tem letu se je delovna skupina redno sestajala in predvsem poudarila dve točki. V prvi točki, ki jo boste danes imeli tudi predstavljeno, je delovna skupina spremljala delo medresorske delovne skupine glede možnosti izenačitve mejnih vrednosti sosežiga in sežiga v cementarni Salonit Anhovo. Njena druga naloga pa je bila, oziroma smo si postavili za to nalogo, da proučimo in napišemo mnenje o uredbi o sežigu. Da bi lahko razumeli bistvo obeh točk, bi najprej prosila profesorja Brvarja, magistro Praprotnik in kolegico Nevenko Mlinar, ki je bila pravzaprav iniciatorka poziva zdravnikov in zobozdravnikov širše goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike, da nam za začetek najprej kratko predstavijo, kaj nam lahko polutanti sežiga in sosežiga povzročajo oziroma kako vplivajo na zdravje človeka, posebej na zdravje otrok. Izvolite. Hvala. 2 leti po opozorilu o onesnaževanju Soške doline s strani cementarne in o sprejemanju nove uredbe o sežiganju odpadkov v Sloveniji, vas želim ponovno
spomniti in opozoriti na dejstvo, da se ob sežiganju odpadkov sproščajo v zrak številne strupene snovi, ki škodujejo nosečnicam, razvoju otrok, povzročajo številne bolezni in prezgodnje smrti. Zavedati se moramo, da v Sloveniji že sedaj dihamo onesnažen zrak in da samo v Sloveniji letno prezgodaj oziroma po nepotrebnem umre zaradi onesnaženega zraka več 100 ljudi. Ob dodatnem onesnaženju zraka z izpusti sežigalnic bi se število obolelih in umrlih samo še povečalo, saj so naše doline in kotline slabo prevetrene in pozimi bi se ob toplotni temperaturni inverziji dim iz sežigalnic dlje časa zadrževal več tednov v teh kotlinah in se strupljal. Ob sežiganju in sosežiganju komunalnih odpadkov in tudi blata iz čistilnih naprav se namreč v zrak sproščajo strupene snovi, kot so trdi delci, ultrafini delci, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, rakotvorni dioksini, furani, policiklični aromatski ogljikovodiki, benzen in številne toksične kovine, kot so živo srebro, svinec, arzen, kadmij, krom in tako naprej. Izpusti sežigalnic in sosežigalnic tako povzročajo rakava obolenja, bezgavk, črevesja, pljuč in pa onesnažen zrak seveda povzroča tudi številne druge bolezni, kot so ateroskleroza, srčni infarkt, astma, kronični bronhitis, možganska kap in tudi prezgodnjo demenco. Zavedati se moramo, da strupi v izpustih sežigalnic delujejo v zelo majhnih količinah in da je njihov skupni učinek večji, kot bi bil seštevek učinkov posameznih strupov. Na trdih delcih oziroma ultrafinih delcih, ki enostavno proidejo v pljuča, se namreč skupaj tik eno ob drugem nahajajo toksični ogljikovodiki in številne kovine, ki skupaj delujejo močneje in povzročajo razvojno motnje otrok in bolezni odraslih. Težke kovine in rakotvorni dioksini in furani se tudi kopičijo v naših telesih in dolgoročno škodujejo našemu zdravju. Zato je zelo pomembno, kakšni količini izpustov iz sežigalnic bomo izpostavljeni tekom življenja. To je pomembno pri odločitvah o količini sežigalnih odpadkov, saj bo to dolgoročno vplivalo na zdravje lokalnega prebivalstva. V številnih raziskavah v tujini so že ugotovili, da mejne vrednosti za strupene snovi v okolju oziroma v zraku ne zagotavljajo zdravega okolja oziroma čistega okolja. Svetovna zdravstvena organizacija je tako lani po proučitvi več 100 raziskav že znižala povprečno dovoljeno letno koncentracijo delcev PM2,5 iz 10 mikrogramov na kubični meter na samo 5 gramov na kubični meter. Za primerjavo v Ljubljani smo lani imeli povprečno koncentracijo teh delcev v zraku 16, kar pomeni, da smo dihali 3-krat bolj onesnažen zrak, kot ga dovoljuje Svetovna zdravstvena organizacija, kar je seveda slabo za nas. Zato se mi zavzemamo, da se v to uredbo zapišejo čim nižje mejne dovoljene koncentracije za izpuste sežigalnic in da se omeji ta količina sežigalnih odpadkov na čim nižjo možno količino. Še vedno pa se seveda zavzemamo, da se mejne vrednosti izpustov za sosežigalnico oziroma cementarno izenačijo z mejnimi vrednostmi za sežigalnice, ki so bile sprejete v Evropski uniji leta 2019, kar se na žalost še vedno ni zgodilo in je to z vidika okoljske pravičnosti in zdravja v bistvu nedopustno in nesprejemljivo. Zavzemamo se tudi, da se poostri nadzor nad delovanjem sežigalnic in cementarn. Se trenutno nadzor ni zadovoljiv, je pomanjkljiv, premalo pogost, rezultati so nejasni in pogosto tudi zavajajoči. To bo pa nadaljevanje predstavljal predvsem dr. Ana Mavrič. Lepo pozdravljeni. Raziskave kažejo, da so otroci, ki živijo v bližini sežigalnic, bolj bolni kot tisti, ki živijo v zdravem okolju. Vzrokov za to je več. Otroci so že po svoji naravi dlje časa na prostem, se zadržujejo na prostem. Poleg tega je njihov minutni volumen dihanja na površino telesa večji kot pri odraslih, tako da, po domače povedano, podihajo več zraka in s tem tudi pride v njihovo telo več onesnaževal.
Glavna biološka lastnost otrok pa sta rast in razvoj, ki sta izjemno kompleksna procesa, nadzorovana s številnimi nadzornimi mehanizmi. Gre za izjemno kompleksnost, nastajanje več milijonov celic, ki se med seboj diferencirajo, migrirajo, vzpostavljajo se različne povezave in to so natančno regulirani procesi. Vsi ti so tudi posledično zelo občutljivi na neugodne vplive iz okolja, na vdihavanje onesnaževal, trdnih delcev, težkih kovin in tako naprej. Vse več eksperimentalnih, da toksini iz okolja vplivajo tudi še na nerojenega otroka. Otroci, ki živijo v bližini sežigalnic, imajo žal več nevroloških bolezni, več bolezni dihal, nekaterih vrst raka in novejše raziskave kažejo tudi, da je vpliv neugodnih dejavnikov iz okolja, se pravi onesnaževal, vpliva tudi na razvoj imunskega odziva. Zato imajo ti otroci, zato otroci, ki živijo v takšnem neugodnem okolju, težje prebolevajo okužbe oziroma okužbe pri njih potekajo v težji obliki, več pa imajo, kot smo rekli, nekaterih vrst raka in tudi avtoimunnih bolezni. Opozorila bi pa še na eno stvar in sicer to, da nekateri toksini iz okolja prehajajo tudi v celice, v jedra, v dedno zasnovo DNK, vplivajo na izražanje genov, na njihovo spremembo mutacije, ki se potem prenašajo tudi na naslednje generacije. Tako da otroci, ki živijo v tem trenutku v nekem neugodnem okolju, v okolju onesnaženega zraka, bodo lahko te spremembe neugodne prenašali tudi na naslednje generacije. Hvala. Hvala lepa, dr. Praprotnikovi. Tu samo poudarjam, da se delovna skupina za okolje pri Zdravniški zbornici Slovenije je cilj iz tega, kar ste zdaj slišali, poudariti, da se v določenih okoljih za to tveganje ozadja, torej tveganje za razvoj bolezni preprosto povišuje oziroma da je večje kot v drugih okoljih. Enega od takih okolij seveda poznamo in bi zdaj pozvala oziroma prosila dr. Mlinarjevo, če nam pove svojo izkušnjo v času, v katerem opazujete spremembe. Dr. Mlinarjeva, na Zoomu ste. Dober dan, sem skupaj. Kaj me slišite? Malo glasneje, mogoče, če je mogoče. Dober dan, me slišite? Zelo dobro, izvolite. Pozdravljeni. Jaz delam v ambulanti v Desklah, ki je v neposredni bližini sosežigalnice. To območje je zelo obremenjeno z azbestom in v zadnjih 20 letih do vključno 2019 je bilo v naši splošni ambulanti odkritih 450 primerov rakavih obolenj. In sicer tukaj nisem štela tistih nemelanomskih kožnih rakov, ki niso tako nevarni za človekovo življenje. Potem pa se je zgodil zdravniški poziv, ki je opozoril odločevalce na bolj odgovorno ravnanje pri obremenjevanju Slovencev z izpusti iz sežigalnic in sosežigalnic. Potem pa je bilo v naši ambulanti v letu 2020 in 2021 odkritih 44 primerov novih rakavih obolenj. Zdravniki ne pričakujemo, da se bo stanje v naslednjih letih v Srednještoški dolini izboljšalo. Saj gre tukaj za ljudi, ki bodo imeli v svojih telesih za vedno, za celo življenje azbestna vlakna, ki delujejo na njihova pljuča fibrogena, na celo telo pa kancerogeno in lahko povzročajo rakave bolezni na različnih organih. Kot družba pa lahko poskrbimo, da bodo ti bolniki zaščiteni, da ne bodo še dodatno prizadeti zaradi škodljivega delovanja izpustov iz sosežigalnice
in jim omogočimo pravico do čistega zraka. Mnogim so naša prizadevanja zdravništva in skupine, delovne skupine v okviru Zdravniške zbornice Slovenije neprijetna in marsikdaj smo komu tudi trn v peti. Vendar dolžnost zdravnikov je, da opozarjamo na škodljiva vplivanja okolja na zdravje ljudi in želimo si, da se zgodba v Anhovem ne bi ponovila še kje drugje v Sloveniji. To je z moje strani, kar imam za povedati. Hvala. Hvala lepa, dr. Mlinarjeva. Zdaj, v začetku te konference sem vam povedala, da je naša delovna skupina pri Zdravniški zbornici Slovenije, da je bila prva naloga spremljanje dela medresorske delovne skupine, ki je bila ustanovljena, kot veste, z strani vlade oziroma Ministrstva za okolje in prostor. Zaradi tega razloga smo danes tudi in zaradi zelo dobrega sodelovanja z katedro za javno zdravje, smo danes povabili med nami vodjo podskupine pri medresorski delovni skupini, to je vodjo zdravstvene skupine, docent dr. Andrejo Kukec, da nam predstavi oziroma pove, do kje je z svojim raziskovanjem oziroma analizo vpliva sosežiga na prebivalce Soške doline prišla delovna skupina pri medresorski skupini oziroma če ni zakaj. Docent Kukčeva, izvolite. Hvala lepa, hvala za besedo. Tako kot je bilo že omenjena medsektorska skupina je razdeljena na dve podskupini, in sicer tehnično-tehnološka skupina in pa zdravstvena skupina. Sama bom opredelila, kako je v zadnjem letu delovala zdravstvena skupina, in sicer smo strokovnjaki iz zdravstvene skupine proučili osnutek poročila tehničko-tehnološke skupine, nanj podali tudi pripombe in zaprosili za dodatna pojasnila. Žal teh pojasnil še nismo prejeli. Bom pa bolj eksplicitno pojasnila, zakaj tovrstne podatke, temelječ na strokovni podlagi in tudi znanstvenih spoznanjih, potrebujemo. V prvi vrsti potrebujemo dobro časovno in prostorsko razpoložljivost podatkov. To pomeni, da imamo v čim boljši časovni, bom konkretno povedala, to so urni podatki, polurni podatki, nikakor to ne morejo biti 24-urne povprečne vrednosti, in na drugi strani razpoložljivost pomeni, ponavadi izhajamo, tisti, ki se ukvarjamo s povezovanjem zdravstvenih in okoljskih podatkov, v prvi vrsti, če so na razpolago iz izmerjenih podatkov. To pomeni, da najprej ocenimo, kakšna je kumulativna izpostavljenost, na podlagi kakšna je količina posamezne snovi oziroma mešanice snovi in čas izpostavljenosti. Zelo pa nas zanima, kar pa seveda je tudi, bom rekla, v okviru medsektorske skupine želimo ta podatek pridobiti, kakšna je ta konična raven, se pravi maksimalna raven, kateri je okoliško prebivalstvo izpostavljeno, in tudi kakšen je čas trajanja te konične ravni. Velikokrat se zgodi, da nimamo na voljo izmerjenih podatkov in jih moramo dopolniti z ocenjenimi podatki. Pri ocenjenih podatkih izhajamo iz dobrih vhodnih podatkov. To pomeni, da od onesnaževalca, vira izpostavljenosti, v tem primeru tovarne, potrebujemo podatek o količini in sestavi odpadkov, kakšna je njihova tehnologija in seveda tudi za naprej projekcija, kakšno bodo vpeljali, in na kakšen način imajo vzpostavljen obratovalni monitoring, se pravi, kakšno bo spremljanje in kakšen bo nadzor. Potem na podlagi ustreznih matematičnih modelov tudi ocenimo, kakšna je stopnja izpostavljenosti. Če zaključim, kakšni so zaključki naše delovne skupine, da na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov ne moremo podati z dokazi podprte ocene za oceno zdravja prebivalstva okoliškega na tem območju, tako da želimo, da v prihodnosti delujemo tako strokovnjaki okoljske kot zdravstvene stroke skupaj, da bomo primerno tudi pripravili oceno in mnenje. Hvala lepa.
Hvala lepa, dr. Kupčeva, ki predstavlja tudi NIJZ, da ne bo nesporazumov. Kot vidite, je bilo naše delo naše skupine osredotočeno v tem delu v glavnem na študiranje mnenja, ki ga je napisala tehnično-tehnološka skupina in presojanja o tem, ali lahko iz tehničnih podatkov, ki so za nas zdravstvene delavce bistveni, sklepamo na posledice na zdravju. Iz tega materiala, tako kot je povedala dr. Kupčeva, je nemogoče sklepati na zdravstvene posledice. Odgovora na vprašanje pa še nimamo. Hvala lepa še enkrat. Iz tega sklopa se zdaj pomaknemo in sicer rekla sem vam, da to je bil prvi del naše naloge, drugi del naloge, ki smo se zastavili, pa je bilo proučitev uredbe o sežigu in napisali smo na to pripombe oziroma mnenje skupine, ki je bila tudi oddana. Kakšno je naše mnenje o uredbi, prepuščam kolegici Ani Mavrič, da vam predstavi. Izvolite, Ani. Lepo pozdravljeni. Slovenija je bila po oceni za leto 2018 v prvi petini evropskih držav po zbolevnosti in umrljivosti za rakom. To, v kako čistem okolju živimo, kakšen zrak dihamo, kakšno vodo pijemo, na kakšni zemlji raste naša hrana, je bistven dejavnik o tem, kako zdravi bomo. In ko govorimo o dejavnostih, ki imajo visok potencial za onesnaževanje okolja, in takšna dejavnost je zagotovo sežiganje odpadkov, je treba ravnati odgovorno. Člani okoljske skupine Zdravniške zbornice smo bili 17. decembra obveščeni o predlogu uredbe o opravljanju obvezne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov, ki je bila v javni obravnavi do 20. decembra. Uredba ureja področje sežiganja komunalnih odpadkov in sicer na način, da predvideva podeljevanje koncesij za 4 koncesionarje za dobo naslednjih 30 let in tudi določa merila izbora za koncesionarje. V okoljski skupini menimo, da je trenutno besedilo neustrezno, zato smo nam podali pripombe, ki bom zdaj povzela v 3 glavnih točkah. Prvič. Koncesije za sežig odpadkov je potrebno podeljevati na podlagi natančnih ocen in projekcij. V opredelitvi uredbe srečamo le 2 podatka, in sicer prvega za leto 2017, da je bil takrat izvoz 165 tisoč ton odpadkov na leto, in drugega za leto 2018, da je takrat izvoz znašal 210 tisoč ton odpadkov. Ampak takšni podatki so zagotovo nezadostni. Koliko je bilo uvoza, kakšno je bilo gibanje odpadkov, kolikšne so trenutne kapacitete, kakšne so projekcije za naslednjih 10, 20, 30 let, se pravi za čas trajanja podeljenih koncesij. V skupini zavzemamo mnenje, da mora sežig predstavljati skrajno izbiro za nujne nacionalne potrebe in mora biti del celovitega načrta upravljanja z odpadki. Zato predlagamo, da se v uredbi predpiše zgornjo mejo količin, za katere bodo podeljene koncesije, in vanjo uvede mehanizme, ki bodo spodbujale zmanjševanje sežiga, preprečevale izgradnjo prevelikih kapacitet in preprečevale sežig odpadkov iz tujine. Zelo smo zaskrbljeni namreč ravno zaradi drugega odstavka 27. člena predloga uredbe, ki centrom za ravnanje s komunalnimi odpadki nalaga, da bodo morali koncesionarju zagotavljati tiste količine odpadkov, ki so navedene v koncesijski pogodbi. In sprašujemo se, kaj to pomeni čez 10, 20, 30 let teh odpadkov ne bo, jih bomo uvažali, bomo sploh motivirani, da se količina odpadkov zmanjšuje. Drugič. Trenutno predlog uredbe predvideva merila za izbiro koncesionarja na podlagi tega, kdo lahko sežiga več odpadkov, kdo lahko sežiga prej, kdo lahko to dela bolj poceni in energetsko bolj učinkovito. Strokovna literatura je zelo, zelo jasna. Če želimo zmanjšati tveganja za zdravje in okolje, moramo zagotoviti dober nadzor, dobre tehnološke rešitve, ki omogočajo čim nižje emisije v zrak, vodo in tla,
in izbrati primerne lokacije. Z lokacijo mislim, da je pri tem potrebno upoštevati vreme, zlasti veter, relief, poseljenost, prisotnost posebej občutljivih skupin, na primer otrok, pa recimo bližino kmetijskih zemljišč, vodnih virov. Zato predlagamo, da se merila popolnoma spremenijo tako, da bo lokacija in varnost tehnologije merilo, na podlagi katerega bomo izbrali koncesionarje. In tretjič, Evropska komisija je v letu 2019 postavila nove zahteve za sežigalnice in Slovenija jih mora izpolnjevati najkasneje do leta 2023. To je skrajni rok. Kot vidite iz te tabele, so zahteve, ki iz leta 2019 za v bistvu večino onesnaževal strožje in zato pozivamo, oziroma zato predlagamo, da se v uredbi jasno opredeli pogoj, da se zahteve Evropske unije izpolnjuje brez odstopanj. Se pravi, da je to pogoj za koncesionarja. Uredbo razumemo na način, da bodo koncesije podeljene zgolj sežigalnicam in ne napravam za sosežig. In takšna ureditev je nujna, jo pozdravljamo in mora biti tudi brez izjem potem upoštevana. Zakaj? Prvič zaradi mejnih vrednosti, ker kot vidite, po uveljavitvi zahtev za sežigalnice bodo te vrednosti enormne in zaradi samega načina monitoringa. Ta za sosežig dovoljuje, da se posreduje le dnevne povprečke in v teh dnevnih povprečjih se lahko vsak dan izloči 5 polurnih vrednosti zaradi moteno delovanja naprave. In kaj to pomeni, recimo, da vam povem na primeru, Salonit Anhovo je recimo v letu 2020 več kot 3600-krat presegel mejne vrednosti polurne za dušikove okside, ampak to je skladno z zakonodajo. In to je treba odpraviti. Skratka, zdravniki se zavedamo, da je področje sežiga odpadkov v Sloveniji treba in je potrebno urediti. Ampak, ker za nobeno sežigalnico ne moremo trditi, da je varna, dajmo to narediti odgovorno. Če bomo izbrali pravilno in primerno lokacijo, kjer ne bomo izpostavili prevelikega števila ljudi pod raznimi drugimi pogoji, če bomo izbrali varne sodobne tehnologije, če bomo sežigali tisto, kar je nujno in naše, in če bomo uveljavili vse evropske zahteve, lahko tveganja zmanjšamo. In seveda, če bomo vztrajali pri popolni izločitvi sosežiga. In dobro sporočilo tega je, da je čisto vse, kar sem povedala, mogoče in izvedljivo in v bistvu v korist zdravja nas vseh. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost in res tudi vas prosim, zato da tej temi posvetite veliko svojega časa, entuziazma, da ste pri temu iznajdljivi, ker lahko, v bistvu je to verjetno ključen trenutek, da naredimo nekaj dobrega za nas vse. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici Mavrič, ki je ponovno opozorila na tveganje ozadja, da zmanjšamo tveganje ozadja na najnižjo možno mero. Doslej smo poslušali o bioloških, če hočete, ali medicinskih posledicah onesnaževanja okolja, o torej tveganju ozadja. Okoljski problem je veliko širši. Predvsem se nam porajajo in so to temeljni etični problemi, o katerih nam bo spregovoril dr. Lenart Škof, predstojnik Inštituta za filozofske študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Profesor Škof, izvolite. Hvala lepa za besedo. Ja, tako kot je rekla govornica pred menoj, je ključen trenutek, hkrati gre pa v tem primeru tudi po mojem mnenju za paradigmatski primer, torej ne samo za en majhen ali pa pač izoliran problem, ampak prav za paradigmatski problem neke politične etike, če hočete, in okoljske etike sodobne. Najprej bi rekel, da moje izvajanja bodo temeljila na nekem prepričanju, da obstaja nenapisana univerzalna pravica do zraka, do čistega zraka, ki je pravica vseh prebivalcev tega planeta, seveda idealno. Danes pa vemo, da smo soočeni z krizo, ki je okoljska, zdravstvena, tudi družbena. Vemo, da smo priča obširnim požarom, okoljskim spremembam, smogu, peščenim viharjem, onesnaževanju, seveda covidu ne nazadnje, ki vsi vplivajo na fenomene povezane z zrakom in dihanjem.
Moje temeljno sporočilo danes pa je, v luči tega, kar smo tudi slišali, da imamo v tem konkretnem primeru Soške doline opraviti z fenomenom, ki mu lahko rečemo, da gre za izrazito nepravično porazdeljeno, rekel, breme tega odsotnosti čistega zraka. Skratka, gre za neko nepravičnost, ki je velika, velikanska. In za en primer lahko zgodovinski damo recimo delavce v rudniki, ki so zbolevali za tako imenovanimi črnimi pljuči. Oni so v bistvu delali za druge, zbolevali za druge, zato da je svet recimo na njihovih plečih lahko ustvarjal in gradil to, kar zdaj seveda imamo. Po drugi strani imamo ljudi, med njimi, kot smo slišali, otroke, nosečnice, starejše, posebej ranljive, tiste, ki so zboleli in ki še bodo zboleli, ki v tem okolju enako nesorazmerno, izjemno nepravično že iz posledic azbestoze in zdaj še iz sosežiga trpijo posledice, ki so nesorazmerno velike. V tem okviru govorimo o etiki ranljivosti, se pravi, moramo začeti govoriti več o etiki ranljivosti, ki mora zakonodaja slediti in upoštevati. Poleg direktiv in EU direktiv, ki jih bo morali upoštevati, pa kot vidimo, so strože, kot jih imamo mi sedaj, so torej v tem svetu zelo pomembne tudi tako imenovane etične direktive, če hočete, oziroma etične zahteve. Demokracija je zame ideja skupnosti, ki mora omogočiti, da so ljudje varni in zdravi. Demokracija je nastala zato, da so ljudje varni, vse drugega namena demokracija nima. Poleg tega je demokracija torej zato, da so ljudje lahko tudi uživajo zdravje, da so zaščiteni. In zato mora biti etika pravzaprav vedno nad zakonodajo. In tukaj pred mano so govorili ljudje, ki jih imam za pravzaprav varuhe te etike, poleg humanistov, humanitarcev, filozofov, teologov, družboslovcev, znanstvenikov, so zdravniki po svojem izvorni poklicanosti varuhi te etike. Tudi njihovo poslanstvo je zraslo iz humanističnega poslanstva, zato so tudi tukaj in včasih tudi tvegajo seveda sami, ko se izpostavljajo proti interesom, in tukaj se govorim s svojim imenom, da ne bo pomote, sem kot filozof, predstavnik znanstvene sfere, ko govorijo proti interesom industrije in kapitala. Na koncu bi še tole rekel. Pred časom sem en esej napisal v enem časniku slovenskem, torej v Delu, z naslovom Univerzalna pravica do zraka. V njem sem postavil temeljno načelo sodobne etike. To načelo se imenuje rana vednosti in pravi takole: kako bi danes živel in deloval, če bi vedel, da bo tvoj otrok zaradi izpostavljenosti onesnaženemu in strupenemu zraku nekoč zbolel za pljučnim rakom? To je načelo, ki je del sodobne politične etike, rana vednosti. S tem načelom želim nagovoriti odločevalce, politike seveda, poslance, bodoče, sedanje, kogarkoli, da se vprašajo, kako bi torej delovali danes, tukaj in zdaj, kakšne ukrepe bi sprejemali, kakšne direktive bi sprejemali, če bi vedeli, da gre za seveda imaginarno načelo, ki pa je še kako lahko realno za nekoga, da bo morda v njihovi bližini, v njihovi družini nekdo trpel te posledice. Potem mislim, da bi se te vrednosti hitro zmanjšale, da bi se dnevne povprečne vrednosti hitro uredile, da bi se te stvari manj presegale in da bi zakonodaja zelo hitro šla proti direktivom Evropske unije ali pa celo Skandinavije, ali pa še više, zakaj pa ne, če Slovenija pač med državami, ki so na svetovnem zemljevidu bile kot najvarnejše lani, mislim, da smo 4. na svetu, zakaj ne bi tudi tukaj bili na vrhu? To bi bilo torej moje sporočilo. Hvala lepa. Hvala lepa. Pa je čas in lepo vabim medije za vprašanja, morda najprej vsi, ki ste z nami v dvorani, potem pa tudi vsi, ki ste z nami po Zoomu, kar nekaj Delo, Dnevnik, Večer, Radio Slovenija nas spremlja po Zoomu. Tako da najprej vprašanje iz dvorane. Pozdravljeni, Sanja Gornjec, STA. Prvo vprašanje je, ali ste že vaše predloge oziroma pripombe na uredbo morda posredovali pripravljavcem in če ste že dobili kak odgovor mogoče na to. Drugo pa je, omenili ste, da
velikokrat ne razpolagate z izmerjenimi podatki izpustov, ampak zgolj z ocenami. Pa me zanima, na kak način je to zdaj trenutno urejeno, kakšni so mehanizmi, če se da v tem trenutku zahtevati od sežigalnic, da jih vam posredujejo, kakšno je stanje na tem področju. Hvala. Ana, izvolite. Ja, naše predloge smo 20.12. poslali, bili so tudi z večjih naslovov poslani. Odgovora zaenkrat še nimamo in tudi ne vemo, kdaj bo uredba na dnevnem redu. Tako da to bi bilo glede prvega vprašanja. Glede drugega vprašanja pa tako je, razpolagamo lahko z poročili letnimi in pa pač to je mogoče dobiti, vendar je težava, da se določene meritve sploh ne izvajajo. Na primer, obratovalni monitoring stanja voda ali pa stanja zemljin. Se recimo za primer sosežigalnice Salonit Anhovo sploh še ni pričel in sploh ne obstajajo rezultati. Tako da to je en naš velik pomislek, kako bomo zdaj sploh določili izhodiščno stanje, če se ni to naredilo pred pričetkom sosežiga. Praktično je nemogoče in to se nam zdi nedopustno. Upam, da sem odgovorila. Lahko je še dr. Kukčevo, prosim, če lahko na to drugo vprašanje. Ja, bom še jaz malo dopolnila. Zelo pomembno je, da imamo mi podatke od začetka obratovanja tovarne na razpolago. Se pravi, takrat, ko je pričela delovati, da bi tudi spremljali, se pravi, posamezne tehnično-tehnološke ukrepe, ki so jih vpeljali v tovarno. Ker nekaj tehnologije se seveda spreminjajo in bi lahko potem v samih parametrih okoljskih, v zemljini, potem v vodi in v zraku tudi videli, kako se na ta način stanje izpostavljenosti ali izboljša ali poslabša. Glede, ko ste vprašali tudi, kadar nimamo na razpolago, da si pomagamo z okoljskimi modeli, ravno tu je ključno, da imamo dobre vhodne podatke in kar je pomembno, kar je že kolegica Mavrič tudi izpostavila, da mi upoštevamo geografske in meteorološke danosti tistega območja. Ker kot je profesor Barvari izpostavil, če imamo mi veliko dni s temperaturno inverzijo, bo na tistem območju zagotovo slabša kakovost zraka, kar vpliva pa tudi na kakovost zemljin. Se moramo gledati, da elementi pravzaprav so med sabo povezani. Mogoče samo še to, nikakor ne moremo govoriti o povprečjih, to, kar je kolegica že prej rekla. Povprečja zdravstveno nam nič ne povejo, ker imaš lahko ogromno vrednost, ki poškoduje organizem, potem pa zelo nizko vrednost, povprečje je pa super, to je ena stvar. Druga stvar pa moramo še poudariti to, da morajo biti podatki, ki so dobljeni, objektivni. Objektivnost pa pomeni, da vzorce jemlje in jih analizira neodvisna inštitucija. Ob neznanem času, to pomeni, da niso napovedane in niso merjene od tistega, ki onesnažuje. To je konflikt interesov. Sara Neubaver iz N1. Prej, če sem prav slišala, ste omenili številko 3600 preseganj v letu, pa če lahko morda malo pojasnite to številko, ker se sliši res grozljivo. Zdaj, doktor Dodič, to, kar ste ravnokar omenili, lahko poveste morda, kako je sedaj, kdo je zdaj tisti, ki meri te vrednosti, so to, se pravi, podjetja sama. In pa morda, če bi lahko razložili to razliko med sosežigom in sežigom, ki morda javnosti ni tako znana. Zdaj pri sosežigu gre za to, da se sežiga še kaj drugega poleg odpadkov in recimo v Salonitu ponavadi trdijo, da bi bili te izpusti praktično še, se pravi, strupenih snovi še višji, če bi oni kurili premog, namesto tega, da kurijo odpadke. Zdaj ta uredba pa govori prav o sežiganju odpadkov, morda če lahko še to pojasnite. Ker ste postavili več vprašanj, bi jaz razdelila. Najprej bi Ana vas prosila, če lahko poveste o preseganju 3000-krat. Potem... Začeli bi lahko, sem pokažem, pa bi nesla tja pa...
Potem, doktor Kukčeva, če lahko poveste, prosim, o... Meritve se še vedno izvajajo skladno z zakonodajo, imamo obratovalni monitoring, kjer se tudi določi trajne in občasne meritve, tako da tukaj ni nobenih sprememb, še vedno je po enakem principu. Tako da tisti, ki onesnažuje, meri. Tisti, ki onesnažuje, meri in sam si izbira tudi laboratorij, v kateri mu bo naredil analizo. To pomeni, da tudi odloča o tem, kdaj bo vzorec vzel, kateri vzorec bo vzel in seveda, kaj bo prikazal in katero polurno koncentracijo bo črtal. Na to že dalj časa opozarjamo. Izvolite še. Se mi zdi, da bo tako najlažje odgovoriti. To je letno poročilo o trajnih meritvah emisije. Se pravi, čujem, če mi date meni komando. Letno poročilo o trajnih meritvah emisije snovi v zraku na izpustu CS1. Poudarjam, to je eden od izpustov, v bistvu ta glavni izpust. In sem, če lahko. Evo, in tukaj so podatki, kot vidite, o maksimalni koncentraciji recimo dušikovih oksidov. Mejna vrednost je 500, kot vidite v prvem stolpcu. Se ne vidi? Aha, ok. Evo, ok, super. Tako, to je poročilo za leto 2020 po datumih in potem imamo podatek o mejni vrednosti, recimo za dušikove okside, potem maksimalno koncentracijo tistega dne in potem povprečje. Kot vidite, povprečje so, čeprav ne vedno, pod 500, ampak ta maksimalna odstopanja so pa lahko velika tudi čez 1000. Bom poiskala, kakšne 780, tudi več kot 1000 so bila. In tukaj imate podatek o tem 3672, se pravi, kolikokrat je bila količina večja polurna od mejne vrednosti v tem letu za recimo dušikove okside. Zdaj, če bi pogledali za recimo skupni organski ogljik, imamo tukaj številko 474 in se ponovi situacija, meja je 50, večinoma je v redu, ampak potem tukaj je 57 in če bi bila to sežigalnica, bi veljale polurne meritve, tukaj pa veljajo dnevna povprečja. Se pravi, teoretično bi lahko tudi, ne vem, jaz dvignil visoko nivo, potem pa ga znižal ali pa ugasnil sežigalnico na dnevno povprečje, bi bilo še vedno v redu. Kaj se pa dogaja takrat pri tistemu, ki je pod dimnikom, recimo zaposleni ali pa ne vem, mamica z vozičkom, je pa druga zgodba, in mi hočemo, da se to ustavi in to takoj. Še prosim, če poveste razliko med sežigalnicami in sosežigalnicami, je gospa želela. Aha, ja, torej, recimo cementarna, v bistvu glavna je že sama definicija sežigalnice in naprave za sosežig. Sežigalnica je obrat za odstranjevanje odpadkov, sosežigalnica je pa obrat za predelavo odpadkov. Se pravi, da ima neko svoje osnovno poslanstvo, recimo proizvodnjo cementa, in odpadke uporablja zgolj kot gorivo. Nadomešča namesto premoga gorivo. Zdaj, članki, tudi vam kakega odprem, pa tako zelo jasno pozivajo k temu, da je to neustrezno. Prvič zato, ker koncentracije, recimo sploh dioksinov, furanov, pa določenih težkih kovin, so v odpadkih višje kot pa v premogu. In tudi pravijo, da je sosežig dovoljen šele takrat, ker se okoljski vplivi cementarne res znižajo in so primerljivi sežigalnico in da je tudi vedno treba upoštevati
najbolj varna fosilna goriva in potem na podlagi tega primerjati z odpadki. Tako da mislim, da je vsem že tako intuitivno jasno, ne, da je razlika, ali imamo mi premog, ali imamo, ne vem, nek nevaren odpadek, ki ga sežgemo. Tako da je razlika. In tudi obstajajo čisto jasne študije, ki so recimo primerjale koncentracije v zemljinah, v okolici sežigalnice, preden so uvedli sežig, pa potem, ko so recimo uvedli 100 ton sežiga komunalnega blata na dan in prihaja do poslabšanj. Se razlikujejo, mogoče če damo slajd, predstavitev, ali lahko jo pa tudi sama odprem. Dokler odprete, lahko pojasnim, da zato je bila imenovana medresorska skupina na vladnem nivoju oziroma Ministrstvu za okolje in prostor o možnosti izenačitve izpustov sežiga in sosežiga. Razlike bo pa. Ok, bom kar odgovorila. No. Ja, razlike so velike. Recimo trenutno je, za prašne delce govorim, trenutno za sežigalnice velja 10 mg na kubični meter, za sosežigalnice 30 mg na kubični meter. Evropska direktiva zahteva skrajno zgornjo mejo 5 mg na kubični meter. In tudi, če smo že pri tem, tudi BAT standardi za cementarne zahtevajo 20 mg na kubični meter, pa imamo v Sloveniji 30. In, a veste, to je razlika, ne? Sej, vem, razlika se, če si ti v zaprtu garaži z enim avtom ali pa s 15. In ni treba, da se to dogaja. Tako se pravi, to je ne, sežig, pa zdaj evropske zahteve za sežigalnice, s tem, da naše zdaj niso tako ostre, so takšne mejne vrednosti. To vam lahko vse posredujemo, če želite. In tudi se da, zato ker recimo, če pogledamo Nemčijo, so mejne vrednosti za cementarne strožje in če lahko to tako, zakaj ne bi bilo tukaj? Mislim, da ni nobenega razloga, razen tega, da je to seveda za pač upravljavca dražje, pa tudi bolj strokovno zahtevno. Ampak kdaj pa ne bomo uporabljali znanja, kakor pa takih stvarih, ki imajo pač dolgoročne posledice. Jaz bi mogoče, če dovolite, čeprav nisem bila vprašana ali pa ni bilo vprašanje naslovljeno name, bi pa tukaj dodala to, kar smo pravzaprav vsi zelo poudarjali, da ostane mogoče kot take home message med ostalimi tudi to, da poleg teh ravni, se pravi nivojev dovoljenih mejnih vrednosti, je izredno pomembno, da to znižamo in tudi implementacija tehnologije, se pravi BAT standardi, Best Available Technology. Pri nas je velik problem, da, to je zdaj, seveda govorim v svojem imenu, ampak so splošno znane stvari, da sežigalnice, ki trenutno delujejo v Sloveniji, sicer uporabljajo sodobnejšo tehnologijo, kot so jo recimo pred 50 leti ali se je uporabljala pred desetletji, vendar še vedno daleč od tega, kar je v svetu možno. Jaz vedno govorim o primerih dobre prakse iz tujine, denimo nam najbližja dunajska sežigalnica uporablja resnično izjemno dobro tehnologijo in pravijo, da avtomobil, ki pelje mimo, povzroča večje onesnaževanje kot pa ta sežigalnica. Je pa res, da to tehnologijo, se pravi aparature, mehanizme, pač vso to tehnologijo redno, bi rekla, van vlagajo zelo veliko denarja.
veliko znanja, temu posvečajo veliko pozornosti. Pri nas pa javno objavljajo, kako denimo ima samo sežigalnica v Celju vsako leto milijonske dobičke. In drugo, kar je tudi treba nenazadnje poudariti, sem prebrala v javni izjavi enega od predstavnikov cementarne Anhovo, da bodo v naslednjih 20 do 30 letih vlagali investirali v najboljšo tehnologijo oziroma se potrudili, da bodo to naredili. To se mi zdi resnično nedostojno, tako kot je profesor Škof povedal in kot tudi sem omenila jaz. Danes otroci raste v takem okolju, še ne pokaže vseh bolezni. Bolezni se bodo pri njem pokazale čez 20 ali 30 let, ker te substance ne pokažejo takojšnjega učinka, ampak velikokrat je potrebna dolga, bi rekla, akumulativna doza, akumulativna, se pravi dolgoletna izpostavitev. Tako, to se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. Walter Pregel, RTV Slovenija, radijsko dopisništvo v Novi Gorici. Namreč mene zanima, ste se kaj pri teh podatkih, na katere se sklicujete, oziroma ki ste jih tukaj predstavili, obrnili tudi kaj na Univerzo v Novi Gorici, namreč ta tudi meri stanje ozračja v okolju in ali so ti podatki, pridobljeni iz meritev Salonita Anhovo ali mogoče iz Agencije za okolje. Če lahko pojasnite, odkot, na katere podatke, katere ustanove ste se obrnili, te naslonili. Prosim profesorja Bervarja in doktor Kukčevo, če lahko. Podatki so iz Agencije Republike Slovenije za okolje, seveda primarno pridobljeni iz Salonita Anhovega, skladno z zakonodajo, tako kot pač tudi spremljajo obratovalni monitoring. Kot ste v prvem delu omenili glede sodelovanja z Univerzo v Novi Gorici, v okviru medsektorske skupine, ki je bila imenovana s strani Ministrstva za okolje in za zdravje, tudi, se pravi, tehnično-tehnološka skupina tudi izvaja en del meritev. Nam so sicer povedali, kakšne, ampak pisno žal ne. Tako da te natančne informacije, katere meritve se izvajajo, katere podatke lahko še dodatno pričakujemo, še čakamo. Tako da močno upamo, da bo to v zelo bližnji prihodnosti, da bomo lahko tudi zdravstvena podskupina nadaljevali z našim delom. Vprašanja v dvorani? Ni vprašanj v dvorani, potem pogledamo, če so vprašanja tudi še od vseh, ki nas spremljajo po Zoomu. Lahko kar vsi, ki imate vprašanje, lahko se vključite mikrofon in zastavite vprašanje. So kakšno vprašanje, lahko jih zapišete sicer tudi v chat, ampak lažje je, če nam jih zastavite v živo, da vas slišimo in vidimo. Ne, ni vprašanj. Potem smo za danes izčrpali vsa vprašanja, ki so jih imeli novinarji. Tako da lahko, prosim, stopite do mikrofona. Aha, mislim, da je nekdo. Kaj pričakujete od vlade, od Ministrstva za okolje? Prej ste govorili, kako naj bi ravnali politiki po tem filozofskem načelu, ampak vemo, kakšna je dnevna praktična politika. Morda zdaj bodo volitve, pričakujete kaj od te vlade, od kogarkoli, kaj bi odgovorna vlada morala storiti za te prebivalce, ki živijo v bližini sežigalnic in sosežigalnic? Lahko profesor Škof začnete najprej vi.
Ja, tukaj je težko reči, zdaj pač tak čas, seveda, da bo tudi veliko obljub, ampak to zdaj obljube ne bodo pomagale. Mislim, da morajo te stvari izhajati po eni strani tudi od spodaj. Jaz upam, da se bodo tudi ljudje, ki pač delujejo v okolju, ki bo zadeto, pač tisti, ki so pač odgovorni, seveda prebivalci so že storili ogromno, pa se pač aktivirali, pa razna društva, pa nevladne organizacije. Težko je kaj reči, pač poslanstvo tistega, ki v politiki mora biti, in tukaj bomo ostal na ti filozofski, mogoče se rekli idealistični ravni, ampak če nekdo tega ne izreče, tudi potem tega nekako nimamo tukaj med seboj. Torej bomo vztrajali pri tem, da pač načelo neke politične etike, neke demokracije nas zavezuje, da pač mislimo na pravičnost, na to, da pravično porazdelimo tveganja, obremenitve in tako naprej. In o tem se je pač treba pogovarjati, o tem tudi novinarji morate veliko govoriti, pač, kot ste že do zdaj, še več, morda, in pač pozivati ljudi. Kaj se bo pa zgodilo, pa seveda živimo v nekem krutem svetu, kjer pač gre za velike, pritiske na vseh straneh, strani kapitala, in jaz sem tudi že napisal, da pač te ljudje in otroci, tudi med njimi, ne smejo biti več žrtvovani na oltarjih kapitala. Samo to bom rekel. Najlepša hvala. Imamo tudi še eno vprašanje zdaj preko Zooma, tako da morda bi najprej sprejeli to vprašanje preko Zooma. Mislim, da je se Andrej zdaj uspelo ozvočiti. Drži? Aha, me slišite? Slišimo, prosim, če se predstavite, potem postavite vprašanje. Slišimo. Lepo zdrav, Andreja Kutin, tukaj zvečera. Mi smo tukaj seveda na štajerskem koncu in imam eno vprašanje glede uredbe. Maribor je namreč ena od občin, ki se zelo, zelo trudi, da bi pridobila koncesijo za sežigalnico. V glavnem priprave so v teku, pa me zanima, kakšni so morda vhodni podatki za Štajersko. Ne vem, načeloma te Arsove merilnice zraka, vsako zimo seveda imamo tudi mi preseganja prašnih delcev in vsega ostalega. Pa me zanima, če ste se slučajno kaj ukvarjali s tem, kako je z vhodnimi podatki drugod po Sloveniji, kar se tiče onesnaženosti zraka, tudi toksinov predvsem. Halo? Ja, se slišimo. Ja. Ne vem, če nam je čisto jasno, ampak pri sežigalnicah in sosežigalnicah vam lahko rečem, da so temeljni in bazični podatki o zemljinah. Podatkov, se pravi o onesnaženosti, če želite, zemlje. Teh podatkov, kot ste verjetno iz današnje konference videli, nimamo niti za Anhovo. Tisto, kar vse skozi opozarjamo in kar je tudi v uredbi povedala kolegica Mavričeva, je to, da bi se moralo zahtevati pred dajanjem koncesije, da se preprosto naredi analizo stanja, prvič okolja, v katero se umešča, drugič pa tudi sestave prebivalstva, geografskega področja in tako naprej. Ti podatki, ki jih imamo za Maribor, verjetno jih ima Arso, tako kot povsod, število prašnih delcev, potem koncentracijo SO2, verjetno NOx-ov, in če ima, je vprašanje, in tukaj se več ali manj stvari nehajo. Tako da zato smo tudi rekli, da uredba o sežiganju mora biti le en delček upravljanja z odpadki in ne sama po sebi, ampak mora biti vključena v upravljanje z odpadki v celoti. Tako da za Maribor mislim, da kar nas je tule več, mogoče še dr. Kupčeva, če vi kaj več veste. Ja, hvala lepa. To bi mogoče samo dopolnila, da sicer postaja en program tudi kakovosti tal, ROTS se imenuje, vendar ravno to, kar ves čas izpostavljamo, to so meritve, ki se izvedejo v enkratnem dogodku. Prve so bile leta 2004, potem leta 2008 in potem nimamo več podatka. In za povezovanje z zdravstvenim stanjem je to bistveno premalo. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje preko Zoom?
Polona Malovrh ga je zastavila v chat, ga želite zastaviti v živo, ga preberem jaz. Polona Malovrh, se nam oglasite? Ja, prosim, če ga zastavite. Dobro, ga zastavim jaz. Takole sprašuje novinarka Dela. 4 občine so zainteresirane za postavitev sežigalnice, 3 so se ponudile za lokacijo za termično obdelavo blata. Ali je mogoče reči, na kakšen način so to storile? So vprašali ljudi, okoliške prebivalce, ki marsikje že protestirajo proti lokaciji. Skratka, sežigalnica, občine, ki so zainteresirane, na kak način so se lahko ponudile, da bi tam bile sežigalnice blata. Mislim, da nihče od nas tega ne ve. Vedeti pa moramo, da odpadki so denar, tako da ne vemo, nažalost. Jaz bi to dodala, da mislim, da en velik korak naprej bi bil, če pač te predloge, ki smo jih povedali, kako naj se ta uredba spremeni, da se sprejme. To bi bil pač osnova, tudi se mi zdi, za lokalno prebivalstvo, da bi vedeli, da se posluša tudi z medicinsko in zdravstveno stroko. Ker pač ni pomembno samo kje, ampak kako. In najprej dajmo izpolniti osnoven pogoj in dajmo določiti pravila, ki so primerljiva z Evropsko unijo, se pravi, bodimo dosledni, dajmo vpraviti nadzor, kaj je zdaj trenutno vsaj za naprave za sosežig slab. In potem mislim, da bo tudi zaupanje javnosti, vključno z nami, bistveno drugačno. In bomo, mislim, se zavedamo, da je treba področje spremeniti, ampak način je pa treba definitivno spremeniti. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje preko Zoom? Ne vidim nobene roke, ničesar ni v chatu, tako da morda, če ste vi še želeli, potem je to zadnje vprašanje in zaključimo potem današnjo novinarsko konferenco. Samo še kratko vprašanje, namreč pred skoraj 2 letoma smo v približno enaki sestavi sedeli tle v sosednji dvorani, tam je bil oblikovan tudi poziv odločevalcem s približno 600 zbranimi podpisi zdravnikov, zobozdravnikov. Kaj od tega poziva, recimo, ste uspeli doseči, kaj je bilo od tega poziva narejenega? Je kaj ali nič, ali je bilo to spet nekaj, da tako rečem, malce grobo v prazno? Kaj pričakujete zdaj, recimo v prihodnje, če se obrnemo na ta poziv pred skoraj 2 letoma? Hvala. Moj kratek odgovor je, zato smo se danes ponovno dobili. In če me sprašujete samo kritično, kaj smo od takrat dosegli, to, da je bila ustanovljena ta skupina, delovna skupina pri zdravniški zbornici in kot veliko, lahko rečem, ne prednost, ampak plus si štejem to, da smo uspeli zdravniki privleči ali pa ne privleči, mislim, da so se kar sami javili, ampak pridobiti tudi druge strokovnjake, ki se z okoljem ukvarjajo, ne le na biološki, če hočete, ravni, ampak tudi na etični in na ekspozicijski ali pa izpostavljenosti. Kot vidite, in to je ena od hudih bolečin, grejo te stvari izjemno počasi naprej. Če bi me spraševali o 20 letih, bi vam mogoče lahko povedala, kaj se je premestilo. V 2 letih pa nažalost to, kar smo vam rekli. A sem preveč pesimistična? Lahko jaz dopolnim? Seveda. Jaz sem pa bistveno bolj optimistična in sem v bistvu prav navdušena, kakor mlad zdravnik tukaj zraven. Zato, ker v bistvu Salonitu ni bilo potem odobreno povečanje na 135.000 ton odpadkov, ampak ostaja na 108.000 tonah odpadkov. Mislim, da se je družba zelo aktivirala. Začeli smo razlikovati med tem, kaj je sežig in sosežig. In že to, da ste danes vi tukaj, ne pomeni, da je pač zanimanje veliko. Tako da mislim, da kdaj je treba samo ustrajati. In če bo to bilo zdaj veliko politično vprašanje, ja, potem bojo tudi rezultati, to je pa odvisno od vseh nas skupaj. Tako da mislim, da ja, moglo bi se dogajati bistveno hitreje, ampak če ne bi bilo vsega tega, mislim, da bi se nič ne bi dogajalo in tako da smo, mislim, tudi jaz osebno sem zelo hvaležna, pač, ker se mi zdi to res nekaj zelo pozitivnega in ena taka stvar, na kateri se bo dalo graditi. Jaz bi tukaj samo dodala
mogoče to, kar je Ana poudarila še enkrat, no, da se mi zdi, prejšnje vprašanje je bilo, kaj lahko lokalni prebivalci županov, ki si želijo imeti. Skratka, sežigalnica v tistih okoljih. Ljudje morajo biti osveščeni, ljudje morajo znati postaviti zahteve in lokalna skupnost mora tudi poslušati stroko. Mi smo pripravljeni, ne samo mi, ki smo tukaj, veliko zdravnikov je, ki so okoljsko osveščeni, in smo tudi pripravljeni, ne bom rekla žrtvovati, ampak dati svoj čas in znanje za to, da se okoljska problematika v Sloveniji izboljša. In nismo tako zelena, kot si morda predstavljamo in kot politiki to kažejo in govorijo o tem v tujini. Tako da, ja, lokalno prebivalstvo skupaj z stroko, se pravi zdravniki in ostalo stroko, ki se s tem ukvarja, in potem določiti res najboljše standarde in potem pač je to neki izhod v sili sežigalnice. Še kakšna misel koga od govorcev, sicer pa potem res zaključujemo z vsemi temi lepimi mislimi, ki so kot sporočilo za naprej. A boste z etiko končali? Mogoče bom samo pač se tudi sam zahvalil, novinarji ste seveda del tiste skupine, ki tvori to, bi rekel, etično obzorje, nad katerim, ki bedi nad tem, kar se dogaja v državah, v državi, demokraciji, v zakonodaji. Zato se tudi zahvaljujem, da ste seveda prišli in zastavili ta vprašanja. Mislim, da je temeljno to, kar je tudi zdaj pred mano rekla Marina Praprotnik, da pač ljudje vejo, poznajo sodobne zahteve tako okoljske etike, okoljske znanosti, dognanja znanosti, dognanja etike, širše seveda, ne govorim zdaj o svoji etiki ali pa o neki filozofski, ampak širše, okoljski, in da pač potem postaja vedno bolj državljani, da bi postali bolj senzibilizirani za te stvari, da niso tako hitro zadovoljni včasih zaradi pač teh družbenih omrežij, ki vemo včasih, kako hitro kakšne stvari zaključijo. Da je to odgovornost seveda vseh znanstvenikov, zdravnikov, novinarjev, da pač dajemo te informacije, da na njih vztrajamo in da pač gradimo to pač skupnost, jaz ti pravim atmosfera skupnosti, ki bo pač utemeljena na neki pravici do dihanja, da bodo lahko pač tako ali drugače dihali, tudi v družbenem, političnem smislu. Najlepša hvala. Potem s to mislijo zaključujemo našo današnjo novinarsko konferenco. Zahvaljujem se vam za čas in zagotovo se bomo pogosteje srečali, saj bo skupina zelo aktivno delovala zdaj tudi naprej. Najlepša hvala.